Videl sem dosti, da se govori o gamblingu, ne? Meni so ponujali, da bi delal o gamblingu. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Živeli youtuberi, kakor je bil včasih. Moj pozdrav na YouTubu. Ta video danes, ki ga snemam, je video dolg časa. In sicer danes je 27.1.2025 in jaz za Boga ne vem, kva naj naredim sam s sabo. Jebeni januar je. In januarja smo večinoma not. Sit sem vseh igrc in vsega interneta, vam pa ne morem, ker je mraz. Vi veste, da sem jaz človek, ki ima rad motorje, ki ima rad avtomobile in je po horoskopu rak. To pomeni julij, poletje. In jaz sem poletni človek, zato tudi imam rad poletje. Zima je zame smrt. Se pravi, zima, sankanje, smučanje, skoki, kill me. Danes ta video bo pač video dolg časa in že dolg časa nisem naredil vlog, v katerem jaz pač govorim svoje stvari, katere so mi všeč. Ok, meni je malo vroče ratalo v tem mojemu studiu, kakor veste, sem v studiu, katerega imam že zelo dobrih 10 let. Že ne 10 let je, odkar sem jaz sebi naredil tale gaming studio, kjer jaz ustvarjam vse svoje vsebine, kjer sem streamal. Dejansko me kar malo muči, mogoče pa spet začel malo streamati, zdaj dokler ne bo poletje ratalo. In 10 let je že, odkar ustvarjam vsebine kar redno. Vi veste, da sem jaz YouTube kanal začel delati 2012. 2006 sem naredil svoj profil na YouTubu. 2012, ko sem jaz 2013, ko sem posnel jaz Čefuri Raus, sem ugotovil, da obstaja internet, kjer lahko uploadaš svoje videe in ker sem jaz vedno bil tisti človek v družbi, ki je bil zabavljač. Sem rekel, zakaj jaz ne bi ne par storijev, oziroma ne storijev, tako storiji sploh niso obstajali, zakaj jaz ne bi ne par videov naredil, kjer bi povedal pač svoje dogodivščine. In jaz takrat sem začel s temi svojimi vlogi, to vi dobro veste. 4. video je bil viralen, tisti protest mafija Bosanski Radnici. Ta je šel po celi Sloveniji, 3 dni 150 000 ogledov, če si predstavljate, to je bilo leta 2012 ali 2013. 150 000 ogledov na YouTube v 3 dneh je bilo nepredstavljiva številka, zakaj, ker takrat socialne mreže oziroma te kanali YouTube, Facebook niso bili sploh toliko razviti. In takrat sem jaz prvič videl, kva je to viralno vamo tamo in sem doživel besede, kot so kralj, car, čevapi, pijača in te fore, ne, ki jih nikoli nisem videl, pičenima foka. No, skratka, zdajle ta vlog bo pač en tak pogovorni vlog, kjer se bom jaz malo pogovarjal. In če vam je tak vlog všeč, če bi ga radi še kdaj, dejte mi postaviti spodaj v komentarje vprašanja, kaj bi radi, da vam povem naslednjič, ko lahko spet tak vlog ponovim, dokler ne pridejo kakšne stvari zanimive, avtomobili, motorji, vreme, pa bom to snimil, se bomo pač tle pogovarjali. Ker jaz vem, da dosti vas jih je tudi memberjev, to pomeni, da ljudje, ki dejansko plačajo 5 € na mesec najnižja, imaš tudi 10, zato da lahko gledajo pred ostalimi videi in da podprejo Dinotija za pijačo. Hočem vam sam povedati, da sem se lotil zadnje čase retro gaminga. Kaj je to retro gaming? Se pravi, veste, da sem jaz star 45 let, čeprav dobro izgledam, še vedno sploh, če se obrijem, za svoja leta sem ful dobro ohranjen, lahko se zahvalim moje mamici, hvala lepa za gene pa fotru. Pozna se, da nisem pil, pa da nisem kadil, pa da se nisem drogiral. In to se vse pozna po odrazu pač mene, da nisem propadel, da sem še vedno, zdaj sem še malo fit, spet sem začel na fitness hoditi. Hodim zdaj 4 mesece, skušal sem 7 kg, ker sem se zredil na Škotskem, ker sem šel z Vespo na Škotsko, sem žrl vso to svinarijo. In sem se pač zredil, dobil sem v Bauhič in sem rekel, dosti edino, lani si šraufu, sem 4 motorje naredil, letos boš pa hodil na fitness in ne boš nič šraufal, tako da se mi ne da nič šraufati, zato tudi nič ne šraufam, zato tudi ni več video. Imam eno Yamaha 125 2T, sem je nekaj že dal v oglas, pa noben noče kupiti, zato ker ni sestavljena, pa sem rekel, bom jaz sestavil, ampak je toliko mrzlo, da se mi ne da. In zdaj čakam na toplejše dneve, da jo bom sestavil skup. TZR Yamaha, ja. In preprosto nijem kaj početi. In zato sem se vrgel v retro gaming. Zdaj pa pazi to. To, kar vidiš tle, je moj novi setup. Če se spomnite, včasih sem imel tukaj simulator. Tisti simulator sem prodal. Zakaj sem ga prodal? Preprosto zato, ker nisem nič igral. Mogoče sem ga 2-krat na let pržgal in je to. In je veliko denarja bilo noter. Tisto je bilo cca 3 ure. Tako da, imel sem namen, da prodam, ampak nisem neki na tem delu, je pa zato moj friend izrazil željo, da bi si kupil Fanatec setup, pa sem mu rekel, glej, saj ti jaz lahko prodam, itak ne uporabljam, in je prišel, skeširal, vzel in je ful zadovoljen. Odigral je na PlayStation 4 Gran Turismo,
z VR-om, prav da je noro. Se pravi, edini minus tistih rigov je, da vzame ti prostor in ker ta moj studio ni baš neki full velik, sem si rekel, da se ga bom rešil in je tukaj bil prazen prostor. Včasih sem imel tle kavč, zdaj pa sem se odločil, da si bom vrnil nazaj svoje spomine, katere sem imel in to so retro konzole. Vi veste, da jaz imam že dolg časa Nintendo, se pravi NES pa SNES, katere nisem uporabljal. NES v prejšnjem videu ste videli, da sem ga usposobil, Super Nintendo je skozi delo, enega sem imel, ki ni bil v bistvu v določenem stanju, pa sem ga doenil, ker je rekel, da bi ga rad imel, ampak vmes sem si nabavil Nintendo 64 pa Nintendo GameCube. Na tej strani imam pa PlayStation 1 in PlayStation 2, Slim pa Fat. In zdaj kva je fora? Slima imam že nekaj časa, kupil sem ga od frenda, s čipom, imam igrice, prav igrice sem si posnel, z neta si dam dol, si posnamem. Imam vse igrice, kjer želim. Trenutno, kakor vidite, igram Resident Evil 4. Resident Evil 4, jaz se spomnim, ko sem bil mulc, oziroma takrat, ko je ta PlayStation prišel ven, 20 let, mi ni bil všeč zaradi movementa. Veliko več igric je bilo boljše, sem tisto igral, boljši movement in pa sem si rekel, pač, da je to kar en špil. Tokrat, ko sem si vzel čas, ko nekaj početi, sem skozi not, sem si dosti iger dol snel in sem dol not Resident Evil in ne vem, kva me je privlekel, stari. Nekaj me je privlekel. Privlekla me je ta temačnost, privlekla, ne vem, ta grafika, stara, zakaj? Ker sem s tem rastel. In meni to dejansko vzbuja neke spomine in neka dobra čustva. Jaz vem, da ti, ki si mlajši, tega ne moreš razumeti. Pa kakšna vredna grafika, pa kva je to, prijatelj, to, ko je ven prišel. To je bilo takrat tako, kot zdaj, ko najnovejši špili pride. To je bilo state of the art, najjači. In mi smo to pač igrali. In kaj se je zgodilo še? Najdel sem po netu televizije. Videli ste, kupil sem starega Sonja, pa dobil sem enega tazga luškenega šarpa in sem preklopil. Prvo, kar sem opazil, tisto utripanje, da me oči bolijo. Ampak zdaj, ko nekaj časa že igram, je cool. Kaj je razlika med telimi špili pa modernimi špili? Razlika je ta, da tukaj te nič ne moti. To, kar začneš igrati, si ti pa tvoj game. Pri tistih igrah novih pa je online, pa je update, pa ni špil dober narejen, pa imaš zraven pol programe, kot so Discord, pa OBS in skozi so neki motilci. Na teh špilih si samo ti, pa ta igra. In ko sem začel spet igrati, sem se spomnil, kako je 20 let nazaj, 25 let nazaj, ko ni bilo socialnega omrežja, ko si bil dejansko samo ti, pa tale škatla, pa to, kako si se not vrgel v ta svet in kako si doživljal te igre. In včasih niso igre takole laufale ven not, po tekočem traku, kot zdaj. In dejansko, ko si dobil igro, si jo igral. In zdaj na temu Resident Evil 4 imam jaz že 10 ur, sem prišel do neke polovice in mi je top. In sem si rekel, da bom igral vse tiste igre, katere nisem igral kot mulc, najstnik, in jih bom obrnil seveda v takem času, kot je zdaj, ker se nimaš kam dati. Na tej strani sem prekopil pa Nintendo in gledal Super Mario World. To melodijo, ki slišim, pa to, ki slišim, ki pržgem, prijatelj, mene to vrne tako nazaj v čase, ko sem bil star 13-14 let, ko sem na Gospodarskem razstavišču prvič videl Super Nintendo, takrat je to bila noviteta. In ko sem videl ta 3D efekt, da se ozadje premika, bom počas kati, ker je razlika med 8-bitno konzolo. To jaz ne moramo opisati, to je neka ljubezen, to so neka čustva, katera z leti zgubiš. Mogoče dobiš, če dobiš otroka, recimo, da to nekako so te emocije. Ampak jaz vem, da meni tole je predstavljalo takrat take emocije, dejansko nisi bil sam. Kljub temu, da se nisi nekaj družil, si se vrgel not v špil, stari, ti si bil not v špilu in si doživljal to, kar Mario doživlja. In to so bili cele dneve igranja. No, zato sem si jaz dejansko zdaj v bodo spet ta retro kotiček, sem si kupil tako polico, sem šel kar v Ikeo. Nikoli nisem imel Nintendo GameCube-a, nikoli. Zakaj? Ker res, ko sem bil 14 let star, sem šel prvi letnik, 15, takrat je prišel Nintendo 64 ven, takrat se je začelo obdobje skuterjev motorjev. Vse to ste po moje že zasledili. Takrat sem jaz nehal igrati do PlayStation 1. To je bilo pa tam leta 98, ko sem skupil spet PlayStation, da sem takrat s punco igrala. In Nintendo 64 nisem imel nikoli in sem si ga zdaj nabavil. Čakam že čip naročil na AliExpressu, zato da si lahko dajem vse špile. Pri Nintendo 64, recimo sem si tudi kupil tako disketo, oziroma ki ima vse špile, 5000 špilov ima gor, za Game Boy, za Nintendo, za Super Nintendo. Pa za Nintendo 64, vse ima gor. Zakaj? Ker te retro kasete, če pogledaš, tukaj jih imam ogromno, tole od GameCube-a, to je Super Game Boy, recimo tukaj imam za Game Boy, recimo tukaj imam za Nintendo,
tukaj imam recimo za Super Nintendo. Te vsi špili so dragi. To je drago. Danes je to redko pa drago in to ljudje cenijo. Recimo kakšne Zelde, to je, ne vem, obične so pa 100 €, pa Sky is the limit. Pa si kupaš eno tako Summer Card, imaš vse špile gor, če nisi glih retro navdušen, jaz nimam denarja, zato jaz gledam čim minimalno porabam, pa da imam vse. In jaz, ko to prižgem, recimo Marjeta, meni je to, glej, jaz, ko slišam melodijo, meni stari moj umen, jaz sem spet star 13. Mogoče vi, ko boste starejši, sploh mladi, ko gledate to, boste šele pol čutili o tem, kaj jaz govorim. Ker zdaj je vse samoumevno. Sploh, mislim, te nove generacije, to je zdaj vse v kurcu, zakaj? Zato, ker imate vse, preveč imate. Včasih si čakal in si sanjal. Sanjal si o stvari, da jo dobiš in si se želel in si se trudil, da jo dobiš. In ko se ti je končno to uresničil, stari moj, nagrada je bila taka, da je danes ni. Danes je ni. Danes generacije, se pravi, vse je tako, da je vse obstaja, vse je na voljo. In zato ljudje dejansko niso veseli do teh stvari, ker jih prehitro dobijo. Včasih je bila tako Nemčija. Nemčija je bila ena obljubljena dežela, iz katere bo fotor prinesel iz Nemčije čokolade, igrice, hlače, kolo, karkoli. Iz Nemčije, zdaj je Nemčija tukaj. In zdaj je vse tukaj. Jaz verjamem, da tako upanje imajo še ljudje dol, kjer še ni toliko razvit sveta, ne? Pa tu dol ni več toliko, zakaj? Ker internet, preko interneta imamo vse. Vse vidimo, danes je tudi mogoče zato vse skupaj šlo v maloro, zato ker ljudje vidijo, kako eni imajo in si pa tako želijo in potem, ker ne vejo, da tega ne morejo dobiti, oziroma zahtevajo od teh ljudi, ki so okoli njih to, kar dejansko ne morejo imeti. Punce, recimo. Danes je problem obdržati punco, zakaj? Ker punce same ne vejo, kaj bi. Danes je internet, do vsake punce lahko kontaktira vsak z vseh strani Slovenije ali pa izven Slovenije in ona naenkrat ima ful možnosti. In ti kot, ne vem, sosedov Miha, pač nisi zanimiv. Zakaj? Ker ti imaš kolo, a ne? Pač Janez iz Ljubljane, ali pa Fabricio iz Italije, ima pa Ferrarija. In potem one sanjajo o tem in nikoli dejansko se ne morejo odločiti, kaj bi, zato ker te Fabricio ti imajo pa 100 takih punc. In na koncu so zveze v rasulu, vse gre v k. Ampak jem tako rekel, za vsakega fanta, moškega danes, ki nima sreče z ljubeznijo, ki sanja, da bi imel neko družino, preprosto te časi so nekako skoraj da ne minili. Tudi vsi tisti moji frendi, ki so se poročili, so se ločili, vsi so šli na razen sami in to ne zaradi njih, ampak zaradi žensk, ker one nekako pridejo do te ideje, da to ni to. To pa ni to zaradi interneta, zaradi socialnih omrežij, kjer one vidijo nekaj in začnejo sanjati. Kljub svojim letom, kljub vsem vezam, grajenju hiš, ne vem, stanovanja, karkoli, ne, to njih ne zanima, one niso srečne in one potem uničijo zvezo. Jaz pravim, fanti, tako, dela treba na sebi. Če vam je zakon propadel, veza propadla, ne sekirajte se, pride. Jaz sem človek, ki je imel neki propadlih zvez, 200 bile orang, 200 me res srce zlomile. Zadnja, ki me je srce zlomila, je iz Dinota spremenila v Dinotija. Sprav Dinoti, katerega vi poznate, ne bi obstajal, če meni ne bi punca zlomila srce. Zakaj? Ker jaz, ko sem imel nazadnje s to punco, to je bilo 15 let nazaj, jaz sem klasično hotel imeti družino, otroke, familija, vamo tamo, samo punca ni imela takih planov. Zakaj? Zato, ker se je preprosto odločila s časoma, da je to dolg čas, da ona lahko dobi nekaj več, ful fanto je začel osvajati, lepa huda, ne vem kva, in je odšla. Razočaranje za moške je to veliko. In to je nekaj najhujšega v življenju, kar se vam lahko zgodi. Temu se reče mala smrt. In dosti jih tudi ne preživi tega. Če pogledate unga, ki ima Alfa Jima, lani, ki se je obesil zaradi ženske. To je edini, jaz sem vedno govoril, edini razlog, da se moški lahko ubije, je zaradi ženske ali pa zaradi dolgov, drugih stvari bolj da ni, ali pa droga, kakšna tako. Ampak to je to, ne. Tudi meni je prišlo pamet, da bi se ubil, ampak sem bil vedno toliko močen, sem rekel, ti si neumen. To mine, fantje. Bolj morate graditi na sebe, se pravi, morate najti neke hobije. Mene osebno je fitness rešil, se pravi, da sem začel delati na sebi, da sem dejansko začel telovaditi in graditi na sebi, se pravi, hoditi ven, družiti se in nekaj narediti sebe. In 15 let kasneje, jaz sem bil v filmih, imam svoj YouTube kanal, imam sanjski avto, imam motorje, imam družbo 100-krat boljš kot prej. Pa si pa rečem, če me ne bi pustila, kje bi bil? Delal bi v LPP-ju, bil bi zakreditiran do konca
po moje bi bil ves debel, grd, živčen, baba bi me non-stop sekirala, pustila bi me po 10 letih, imel bi 2 otroka, preživnino bi ganil, bil bi do tukaj v guši in potem si mislim, hvala, ker si to naredila. Do takrat se meni to tako ni zdela, ampak zdaj, ko gledam, ja, hvala Bogu, ker zdaj dinoti, jaz sem zdaj čist drug človek, pa tudi nekako odrasteš, pravijo, glih včeraj sem gledal na TikToku. Druga ljubezen je tista, katera te spremeni in tretja je kao tista ta prava. Zdaj ljubezen, če mene vprašaš za otroke, to je neka utopija, ljubezen je neki koktel hormonov, kateri se pač v tvojem telesu pretakajo in ta koktel dela te take stvari, oziroma v glavi pa telesu take spremembe, da si ti možen, ne vem, narediti svašta. Zaradi žensk so vojne pa tako. Jaz vem, moji prijatelji so se čisto spremenili, odkar so dobili neke ženske pa to. Ko pa ti to preživiš, ko ti čutiš, ko te ženska izda, ko vidiš, kako to boli, ko ti vidiš, kako ona lepo z nasmehom gre z drugim, ker vedno te izdaja gre z drugim in ko ti trpiš leta, rekel sem leta trpel, dejansko odčvrstiš. Me je fot rekel, vse one grejo, da prije ta prava. Kaj je to ta prava? Ne vem, to sploh obstaja. Jaz sam vem, da ljudje pridejo in odhajajo iz svojega življenja, je določeno število ljudi, ki pride, določeno število ljudi, ki ostane in to moraš čim bolj k sebi primerno izkoristiti. Tako da fantje, punce, če so kakšne punce tukaj, problem je v tem, da mi fantje delujemo z logiko, ženske delujejo s čustvi in one čutijo, mi pa uporabljamo logiko in zato je vse tako, kakor je, svet gre v maloro. Sploh, ko vodijo našo državo taki ljudje, kot so, recimo, levičari, ki so taki poženščeni, dobesedno izrivajo logiko in kako svet laufa, zato danes družine propadajo, zveze propadajo, noben noče delati. Tako ali tako, vsi bi radi bili youtuberji, kar vsi mislijo, da je easy. Ampak biti youtuber oziroma influencer, kar jaz ne maram te besede, jaz rad povem besedo kreator, ker jaz sem ustvarjalec video vsebin, jaz ustvarjam video vsebine. To, da prije zdrav influencer, ti vplivaš na koga, to je samo vprašanje vsakega posameznika, kateri gleda tvoje vsebine. Ne. Zdaj niso vsi video kreatorji dobri, so pa nekateri inovativni, dosledni in koristni. Dost video kreatorjev pa sam delam na svoj mlin. Videl sem dost, da se govori o gamblingu. Meni so ponujali, da bi delal o gamblingu, da bi delal reklame gambling, ampak jaz tega preprosto ne morem. Zakaj? Zato, ker moj sosed je izgubil družino in bajto z gamblingom in vsi tisti, ki promovirajo gambling, morate vedeti, da te ljudje bi prodali svojo mamo za 5 evrov, ker njih ne zanimajo vi, ampak jih zanima samo zaslužek. Jaz nam zdaj rekel, da se tukaj ne gre za denar. Jaz tudi določene sponzorje imam, ampak sam tiste, kateri so meni všeč, pa za katere mislim, da niso škodljivi za ljudi. Zdaj, da jaz promoviram neki gambling, pa da promoviram neka orodja za računalnike, neke AI, tečaje, kako delati neke fake babe z joškami, zato da bi se prodale tipom, ki ne morejo punc dobiti. Tega jaz ne delam, ker to je vse propast. To je vse, v bistvu se vidi, da se gre sam za cash. Pa bi lahko bi do zdaj bi lahko imel denarja full, ponudil sem imel takih, onakih, pa prosto jaz sem malo starejši, jaz sem generacija X, mi smo generacija, ki so nas še učili, kaj pomeni biti fair, ker vse, kar slabo narediš, se ti vrne. Ti novodobni bi pa radi čim več denarja imeli, ker oni so bili na Instagramu, da bi imeli Lambota, da bi imeli hišo, da bi imeli pičke in to jim je cilj, ampak jaz vem, da to sreče ne prinaša. Zato dejansko jaz imam ta kanal, kakor imam, tu pa tam kakšno naredim sponzorsko objavo za stvari, katere so mi všeč, recimo kot za pirotehniko. Zdaj hočejo skenslati pirotehniko, obstaja peticija za vse tiste, ki se ne strinjate s tem, da nam skenslajo, ker jaz to ne moram verjeti, starimo, jaz to ne moram verjeti. Tradicija je taka, da se za nov let spušča rakete in zdaj ene poženščine, frigidne, debele, stare babe, ali pa tudi mlade, ker se bojijo sveta in so toliko užaljeni, imajo radi tiste svoje pse pa mačke, ker nimajo dejansko svojih otrok oziroma svoje zveze in se samo s temi ljubljenčki nekako povežejo in jim to daje neko sigurnost in ljubezen in ker te ljubljenčki so odraz oziroma ogledalo njih in ker so te ljubljenčki predsrani kakor njihovi lastniki, lastnice, oni hočejo prepovedati pirotehniko. Ja, tako rekel, pirotehnika deluje v naši državi po več kanalih. Imaš ti uradne prodajalce, pa imaš ti neuradne prodajalce. Ti lahko dejansko preko neta naročiš bombo, petarde ogromne, katere delajo škodo, trgajo roke, so res preglasne in vse to skupaj. Lahko pa preko uradnih kanalov kupaš rakete preko njih in to je legalno. In to, kar oni prodajajo, to je legalno.
In zdaj rakete za novo leto je meni top. Posod po svetu imajo pirotehniko oziroma te ognjemete. Zdaj pa pri nas te poženščini moški in te ženske hočejo to skenslati. Zato da mi bomo skrajšani našega užitka zaradi njihovih psov in kvazi izgovore, joj, kaj pa roke, ono, ovo. Vsakemu tismu, ki se roka razfuka, si je sam kriv. To je, kako se reče, zakon močnejšega oziroma zakon narave. Tako se bo naučil, reče s temu izkustveno učenje. Tisti, ki malo berejo, ki imajo malo v glavi, se jim ne bo zdelo. Meni kot otroku, meni če mi je počela v roka, mi je odprl prste, sem se naučil marsikaj. Sem bil butast. Sreča, niso mi prsti odleteli, pa sem koža se mi je zafrcala. Ampak sem se naučil. Ampak rakete ponavadi ne delajo škode. In zdaj oni hoče to vse skenslati. In potem jaz ko gledam, ok, to vas moti, vi bi radi to skenslali. Kaj pa če bi jaz na vašo struno igral, pa da bi jaz neko neumnost naredil, kot gremo podpisati peticijo proti domačim ljubljenčkam, kot so psi, mačke, papagaji. Pa kvaj s tabo, da nas prepuknem, ko to lahko rečeš, pa domači ljubljenčki so fajn, pa to je nadomesto kot otroka. Ja, meni osebno mi nimamo psa niti mačke, meni se ne da s tem ukvarjati, jih imam rad, so mi fajn, ampak psi celo leto lajejo. Moje naselje, sami psi. Non-stop, vuf, 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 vuf. Mene to moti, sploh ob 11 zvečer, ko hočem spat. Potem, psi, ko hodijo v gost, kjer jaz hodim, nastavljajo mine. In jaz, ko hodim, nagazim na minu. Hvala Bogu, da ne gre noga, ampak da sam noga smrdi. In pa pazi, foro, psi te lahko napadejo. Doživel sem enkrat, da me je pes napadel. Kaj pa to? A grem jaz zdaj napisati peticijo proti psom? Proti mačkam psom. Mačke hodijo okoli serijo mi tukaj posod. A ne praskajo mi posod. O, ti si neumen. To je ista fora, to je samo primer. Kakšna neumnost. Če jaz se najdem pritoževati nad mačkami in psi in podpisovati peticije, to ne pomeni, da je prav. Isto je zato. Tako da, če ti si za pirotehniko, da tradicija se pač normalno, kakšno je novo let brez pirotehnike? Podpiš peticijo, dol imaš v komentarjih, podpiš peticijo, da si proti prepovedi. Če imaš psa, pa da joka, je odraz tebe, sorry. Psi so se včasih borili v vojnah. Psi so včasih v drugi, prvi svetovni vojni laufali čez bojna polja, nosili sporočila ali vlekli ranjence. Kako se oni niso bali? To pomeni, da so vse te živali zdaj poženščene dobesedno. In to ni problem v živalih, problem je v lastnikih. Pa zamisli si to, da so te psi, odrasle osebe oziroma ljudje, se ne bi tako obnašali kot njihovi lastniki. Pa še to fora, kot sem prej rekel, tudi če prepovejo to pirotehniko, kaj ti misliš, da noben več ne bo raket metal? Sam še bolj se bo črni trg okrepil. Sam še bolj bojo začeli kupovati tudi zun. Zakaj? Ker pri nas ne bojo smeli. Pol boš ti videl, ko se ljudje začnejo opirati. Ko bojo začeli bombe, te velike iz Slovaške, iz Češke. Če me vprašaš, država bi morala to malo umiriti, malo bi morala gledati, kaj ta GLS-DHL sem pripelje, če vidijo, da je kakšna taka roba, da to lepo pač prevzamejo, vzamejo in ne pustijo. Ampak glej, to je zgodba za drugič. Skratka, veš, to je to. Danes sem rekel, da bom imel vlog, da bom malo izlil svoje dušo ven in če ti je to všeč, pa če hočeš, da spet naslednjič kaj povem, da spodaj napiš kakšno vprašanje, da vem, kaj odgovoriti. In vsa ta dobra vprašanja bom odgovoril v naslednjem videu. Če si zdržal do konca, svakaj ti čas. Pa daj razmišlji, če hočeš biti member podprt Dinotija, da spodaj bod member, boš dobil te videe pred ostalimi, pa mogoče bojo memberi dobili tudi kakšne dodatne, oziroma videe, katere oni pač normalni ne bojo videli. Tako da, folk, no, hvala, ker ste me poslušali. Če se s čem ne strinjaš, v spodaj napiš, vsake komentarje, kot so busanci zgin, kakor jih vidim non-stop, ali pa ti si kreten, to se briše, to se, glej. Če imaš kakšen konkreten, utemeljeni komentar, napiš spodaj, ga odgovorim, premeljamo. Dialog vzpostavljati ni kriza, to je nič narobe. Če pa ti pišeš dol, kreten si, ker dejansko nimaš kaj zapovedati, pa ker dejansko si jezen, pa nimaš dost koeficienta v možgani, kapacitete, da bi povedal kaj, pametnega, kontriral, mene probo prepričati, to je tvoj problem. Jebi ga, glup si, nisem ti jaz kriv. Če pa imaš kaj lepega, pa napiš spodaj, bomo se pogovarjali. Tako da hvala vam za ogled, dajte lajkat, daj lajki spodaj, šeri to, daj malo to ven, daj, da se malo razširi. Pa tudi jaz malo več video delam, ne? Jaz sem rejen za to. Aj prav, aj. Čau, zdaj malo špil.